Ne morem verjeti. Jaz sem včeraj delala ta scenarij, to je nekaj malo bolano, to je tako ultra bolano pač. Jaz iskreno nimam besed, tako da ne bom delala uvoda, pač ne morete si misliti, ne bo šlo samo za Disney pravljice, ampak vse basically poznate, vsi jih poznamo, ker smo jih kot otroci poznali v ful lepi luči, ful pravične, ful dobre vile, ful vse cute, vse se je happy končati, tle pač. Vsi vemo, da so bila brata Grimm Carrie, ampak tisto, kar je bilo pa še prej, oziroma kakšne druge, ki sploh ne vemo, ker niso od bratov Grimm, to je pa pač next level. Občutek, da sem šla mogoče tako od najmanj grozne proti najbolj groznim, oziroma ni nekega posebnega vrstnega reda, ampak se mi zdi, da bolj proti koncu gremo, bolj so grozne, tako da res pač nagravžen. Gremo začeti s Sneguljčico. To je tista adorable, ki ima črne lase, pa belo polt, pa rdeča usta in ptičkom poje in cel gost jo ima rad in ugrizne v jabolko in se zastrupi in to se dejansko v resnici zgodi, ampak v dejanski originalni zgodbi ne gre za mačeho, ampak tista zlobna kraljica, ki sovraži Sneguljčico, je dejansko njena mama. In ker se jo hoče znebiti, da bi bila ona pač najlepša, najboljša, pošlje potem lovca, ampak od tega lovca ne zahteva samo, da prinese njeno srce, ampak tudi jetra in pljuča. Zakaj? Zato, da jih bo pojedla, da se bo pomladila. Pojedla bi jih. Torej, to s strupenim jabolkom, kot sem rekla, se ponovi. Ko jo stekleni krsti odnaša princ z mislijo, da jo bo basically posilil, pač to bila njegova ideja in to se v teh pravljicah precej ponavlja in je nagravžen, mu po pomot dol pade, krsta se razbije in ko pride do pritiska na Sneguljčico, takrat ona po pomot bruhne ven košček jabolka in pride k sebi. In one dva se pol happily ever after poročita, ne glede na to, da jo tip hotel posiliti, ampak na njun poročen dan naredita še eno stvar, večkrat sta zamerila tej mačehi oziroma originalni kraljici mami in so lepo ene čevlje s peto dali v ognjeno peč in jih zacinali, kakor se je dal, tako da so bila žareča in jih je mogla ta kraljica dati na noge in plesati, dokler ni umrla v groznih bolečinah. Tako da ni bila najbolj cutie pie tale naša Sneguljčica. One da sta pa očitno srečno živela do konca svojih dni. Rapist. FTV. Tukaj sem še mečkano zadnje povem, to drugi ne bo, ampak tukaj je res zanimiv. En zgodovinar Sender je trdil, da je mogoče osnova za to Sneguljčico oziroma inspiracija grofica Margareta von Waldeck, rojena Filipu IV. Leta 1533. Njena mačeha naj bi jo sovražila in naj bi jo poslala v Bruselj in potem, ko je bila ta Margareta v Bruslu, se je zaljubila v dejanskega princa. Ampak tukaj je bila potem mačeha še bolj ljubosumna, zato je bila na eni točki Margareta dejansko zastrupljena in je pri 21 letih umrla. Potem pa ta Sender opozarja tudi za navdih za te škrate, palčke in reče, da je po vsej verjetnosti to izvira iz otrok, ki so bili takrat prisiljeni delati v rudnikih bakra od očeta od te Margarete in so avtomatično niso mogli rasti in se normalno razvijati zaradi strupov. Kaj pa strupeno jabolko? Nažalost smo tudi to ozadje, je enkrat obstajal en človek, ki je imel ful enega sadje, ker ga je gojil in so mu ga otroci kradli in lahko ugotovite, kaj se je zgodilo. Smatrajo jih je zgleda kot neke podgane in je pač ta sadje zastrupil in potem so pomrli, tako da insane. Drugič, Janko in Metka, nič manj kruto. Vsi poznamo osnovno zgodbo, čeprav, ta oče od Jankota pa Metke, živijo na robu gozda ali v gozdu v koči in je mami, ki reče, daj se zneb otrok, ker nimamo dosti, ne bomo lakote preživeli. In on je fotor dejansko bil čist brez hrbtenice in je to parkrat naredil in se Janko vedno vrnil, ker je metal kamenčke, da je najdu pot, ampak enkrat je metal drobtine in sta se zgubila in jadi sta prišla potem do čarovnice v tisto sladkorno hišo in je na koncu pobegnila, ko sta jo porinila v peč in jo sežgale, ker je tudi malo creepy, ampak to smo se že navadili. Najbolj grozen je, da potem prijeta nazaj v kočo, prijeta domov in je kao happy ending, ker je mami tako umrla, ta kruta mami in potem srečno živita s fotorjem do konca svojih dni, čeprav jih je na eni točki odvrgel v gozd. Halo. Ampak tragedija oziroma ozadje tukaj je, da dejansko govori ta pravljica in je dobila navdih pri dejanskem detomoru v Nemčiji iz časov lakote, ko so ful pogosto otroke tako odvrgli nekje, skrili nekje, tako kot ljudje zdaj pri mačkih pa pri drugih, še vedno pri otrocih počnejo. To se je dejansko dogajalo in to je inspiracija. Možno je tudi v času velike lakote, ki je prizadela Evropo, tam v 1413 do
1317 in ja, set. Gremo na tretjo pravico, Trnuljčica, ta je bizarna. Tudi njo so posilili, ko je bila nezavestna. Originalno zgodbo je objavil 1634 leta Giambattista Basile. Zgodba je malo podobna, samo da se ni zbodla potem prsta na tisto vreteno in padla v spanc, ampak je dobila za noht nekaj lanenga, če sem prav prebrala. Če kdo točno ve, naj pove, ampak nisem bojena več najla prevoda. Nekaj dobila za noht, nekaj strupenga. Njen oče jo je obožval, imel jo rad in se ni bil sposoben znebiti trupla. To je prva groteskna stvar. On jo je dejansko položil tako na eno izmed svojih posestov. To je pa super, ne tam gnije, ne? Ampak očitno je dejansko padla v nek spanc. In kaj potem? Najdejo drug kralj. Nek kralj, ni bil princ, bil kralj. Kralj, poročen moški kralj, ki je šel na lov in jo najde in kaj naredil? Ženska spi, neki bi rad imel od nje, posilujo je. Fucked up. To še niti približno ni vse. Ona je dejansko očitno bila v spancu in je prvič zanosila, drugič rodila je dvojčka in še vedno ona spi, vendar ti otroci so hoteli pač na točki 5 pit mlek in ker niso najdel jožk, so se presesali na njen prst. In ko se je en presesal na prst, je ven potegnil tisto strupeno stvar, trn, lan, karkoli že, in je ona takrat prišla k sebi. In kaj pol? Ta drug kralj je to zvedel, se je vrnil in je našel Auroro tam srečno, lepo zdravo. Lepo predvsem očitno in ups, jaz sem že poročena, ne, jaz sem kralj. Kaj je naredil? Drugo ženo, ki jo pač ni hotel več, jo je sežgal in potem za Auroro živel. Konca svojih dni srečno, pač kva. Tem ženskam se je res dobro godilo v teh časih. Mislim, da so imeli to ljudje sploh v mislih. Rdeča kapica ni nič bolj simpatična. Četrta točka, rdeča kapica. Mi poznamo zgodbo, kjer volk poje celo babico in potem, ko jo končno rdeča kapica pa lovca, ne, rešta, vam pride cela živa babica in vsi so okej, no tukaj je bilo malo drugače. Volk ni babico celo pojedel in ni bila še vedno živa not, ampak jo je razkosal na kose in jo pospravil v shrambo. In potem je njeno kri, da jo imel za pol, jo je prelil v flašo od vina. Cute. Ne morate si niti misliti, koliko prefinjenosti sta brata Grimm vložila v to zgodbo, naknadno, pa še zmeraj grozna. To še ni vse, potem pridemo do dela zgodbe, ko pride rdeča kapica po babico. Ej, babica, zakaj imaš tako velike oči? In volk ne reče, da te lažje požrem, ampak reče, dej, sled se je mogla. In se vleš k njemu in zdaj nisem zihar, a sta imela še neprostovoljne spolne odnose, sploh nočem googlati naprej. In na koncu jo požre. Bravo, vsaka čas, kjer razmišlja. To je bila grozljivka, to je danes super osnova za grozljivke. Petič, Pepelka. A sploh še hočete poslušati. No, Pepelka je dokaj podobna. Sprav, ona ima dve zlobne polsestre in eno mačeho, ki jo hejtajo na polno in je tam praktično služinčat. In v originalni zgodbi ona gre na ta ples in princ jo išče in joka tam v dobri vili. Tle ni dobre vile, ok, smo že prišli do razkola, ni dobre vile, ona samo hodi jokat pod eno drevo. Ampak je pa isto v zgodbi stekleno čeveljce, ki ga je ona zgubila na plesu in potem, ko sta hoteli njeni polsestri osvojiti njegovo srce in osvojiti na nogo to čeveljce, si je ena odrezala prste spredaj, druga si je pa odrezala peto zadej. To ste mogoče eni že slišali, ker jaz sem to že slišala, ampak ta zgodba se nadaljuje. Ko je princ ugotovil, da so ga hoteli prefejkati in okrog prenesti in okrog prsta uvit, jih je kaznoval. Ampak kaznoval jih ni, mislim, da se niste mogoče tega zaslužile, ker so pustili, da so jima ptiči izkljuvali ven oči. Šestič, Rumpelstiltskin. Zdaj, jaz to v Sloveniji ne bi poznala, če ne bi gledala Shreka, ampak to Rumpelstiltskin je tak mehen možič, tak skrat, zloben, ljudi okrog prenaša s pogodbami oziroma striki in tudi v tej zgodbi je želel to storiti. In torej, zgodba je preprosta. Mlinarjeva hči je zaprta in je prisiljena presti sprediva delati zlato, ker če ga ne bo in če ji to ne bo uspevalo, jo bodo ubili. Ta moški je bil Rumpelstiltskin, pride od nikoder in reče, narediva eno zamenjavo, jaz ti bom vse to spredil zlato, ona pa bi mu v zameno mogla dati svojega nerojenega otroka. Razen take nerealistične pogoje, da je neki kritik ne moreš zmagati in je rekel, razen če uganeš, kako mi je ime. Modelu ime je Rumpelstiltskin, kako boš to uganil? Ampak po enem čudežnemu naključju je to ona ugotovila. Tukaj je kind of happy ending, razen tega, da bi on tokrat razjarjen, da je začel na polno cepetati po tleh, tok da se je udaril tla do pasu in potem, ko je bil še vedno tok jezen, da mu ni ratal dobiti svojega, se je prijel za svojo levo nogo in jo potegnil gor, tako da je sam sebe pretrgal na pol. Pač, kava.
Tanjše dve imamo, pa že zdaj ne gremo več na bruhanje. Ja? Na 7. mestu je Rapunzel oziroma Zlatolaska, samo držaš dolgo las. Tukaj pridemo v nosečnosti, pa mečkam spet prebudenih oči. Vsi vemo, da je Rapunzel taka pritkana deklica in njeno zgodbo nam šla še enkrat čez, ki jo mačeha potem zapre v stolp, zato da ima njene čudežne moči. Ampak v tej zgodbi Rapunzel oziroma Zlatolaska ni las metala dol samo mačehi, ampak tudi princu in ta princ je plezal gor in če je to, kad preplezal gor, da je na eni točki prišlo do nosečnosti Zlatolaske in jo je potem mačeha izgnala, v revščino je izgnala na ulice, princa je pa poklicala gor v ta stolp za zvijačo in ga je potem potisnila dol. In ko ga je potisnila dol, je preživel, ampak preživel je tako, da je preletel na grmovje iz trna, v trne je preletel. Preživel je, ampak trne mu izpraskal ven oči. Je pa kind of happy ending, ker na koncu sta skupaj za Zlatolasko. In še 8. mesto, Mala morska deklica. Čisto iskreno, jaz sem najdla več verzij in sploh ne vem več, kjer je čisto originalna, pa kaj je. Že slišala sem včasih kar nekaj, da je mogla noge skupaj šivati, pa ne vem kaj, ampak je neka morska čarovnica, ampak ni toliko scary, kot je dejansko pa cool Ursula. In potem ona proda svoj glas in hodi po površju in osvaja tega princa, ne, in ful je uspešna na koncu in v originalu je vse rata. Sploh zdaj imate v kinu, pejte gledati, pač se ni toliko betno. Ampak v izvirni zgodbi se je ona odrekla svojega glasu zato, da bi dobila noge, ampak ko bi hodila, ko je imela noge in ko je hodila, je to tako bolel, vsak korak je tako bolel, kot da bi hodila po trnu. Ni šans, stari za deca. Mislim, kaj s tem pravalcem? Problem je, da tukaj ga je ona rešila iz ladje, ki se je potapljala, ko šlo nekaj narobe, ampak ko ga je privlekla na površje, je on takrat njo zamešal z eno drugo in je mislil, da ga je rešila ena druga in se je poročil z ono drugo. In pravilo Ariele tle je bilo od te čarovnice, da če se 2 dni potem, ko se poroči z drugo, bo ona umrla. Potem so pa njene sestre, ker so imele rade, šle se zmeniti s to čarovnico in se odrezale vse svoje dolge, lepe lase, da bi dobile en nož, s katerim lahko princa ona še vedno ubije in kri prelije na svoje noge in bo nazaj dobila rep. Ampak ona se je odločila, da tega ne bo naredila in je pustila princu živeti in je umrla sama oziroma se je spremenila v morsko peno. V glavnem, insane. Jaz nisem mislila, da so to fucked up. Pač res insane. Zdaj mi pa zmanjkuje časa, tako da bom kar lepo zaključila. Upam, da mi je ta video všeč, meni bo top, pač ne morem verjeti res. Alien imamo out, se gledamo v naslednjem videu, ideje mi pišite dol, pa tudi ideje za TikToke, pa tudi pišite mi na TikTok ideje. Se gledamo naslednjič, čau, bye!